potem Vinakoper z organsko rastjo. Izpostavili ste kot eno od ključnih strategij tudi kapitalsko rast podjetja. Kako si to predstavlja Vinakoper? Zdaj, ta kapitalska rast je vezana na razna povezovanja. Zdaj, ta branža, moram reči, vinogradniško vinarstva je precej zaspala v tej smeri. Mi smo si pa zadali tudi nalogo v tej smeri, da bi skušali najti kakšna povezovanja doma ali pa tudi v tujini. Seveda, vsa ta povezovanja pa ne bi imela neke sinergijske učinke, seveda v zmanjševanju stroškov in pa mogoče še najbolj v pridobivanju nekega trga. Kateri so tisti odnosi, ki jih pri tem najbolj razvijate? Ja, to so sigurno pravi odnosi so, da so nekako zadovoljni naši kupci, potem seveda ne moramo zanemariti, da so zadovoljni tudi naši lastniki. Če ćemo vse to narediti, morajo biti zadovoljni tudi naši zaposleni, tisti, ki tle noter delajo. In tudi, mi smo pa tudi vezani na širše okolje, ker imamo vinograde vse okrog, da tudi, bi rekel, naše okolje, ki je okrog nas, da so tudi zadovoljni. To so sigurno vse 4 zadeve pomembne, če hočemo to dosegati. Med temi 4 odnosi se je izpostavil tudi odnos do lastnikov. In kakšni so vaši lastniki? Mi smo mogoče imeli malo sreče, da smo hitro dobili prave lastnike in lastniki so tudi od nas hitro zahtevali jasno strategijo, tako da so nas tudi lastniki prisilili, da smo hitro prišli do jasne strategije. Zdaj, lastniki moram reči, da so kar zahtevni. Oni želijo, da firma raste in da normalno posluje in da ima neko donosnost, ki bo njih zadovoljevala. In seveda, to smo jim tudi za strategijo pokazali. Seveda, oni nas sledijo, če bomo to dosegali v srednjeročnem planu do 2009 in mislim, da bomo dosegali, ker smo prepričani v to in če bomo to dosegali, mislim, da bodo tudi lastniki zadovoljni. Kot ste samo omenili, to ni vedno ravno običaj, sploh pa ni bil običaj v tranzicijskem obdobju. In kar je še značilno je, da vam lastniki v resnici pustijo reinvestirati tisto, kar ste tokom leta za svojo strategijo in svojim delom tudi pridelali. No, res je, da lastnik, že v preteklosti, tudi prejšnji lastnik, je prisluhnil našim idejam in tudi predvsem na investicijskem področju, da nas je pustil, da smo investirali v vinograde, v tehnologijo, pa tudi zdaj v trg, ker to je bilo nekako tudi osnova, da se razvijamo. In ker nam je to pustil, sigurno smo taki, kot smo, to se pravi, da ima posluh do tega in seveda verjetno tudi del sredstev, ki bi jih lahko pobral ven na račun dobička, je nekako jih pušča tudi v firmi za nadaljni razvoj. Drugi odnos, ki ste ga izpostavili v organski strategiji podjetja, je odnos do zaposlenih. Kaj vse se je dogajalo v tem času, v zadnjih 15 letih? Kako se je spreminjal? Ali je bilo potrebno na začetku bistveno več hierarhije kot danes? Kaj bi vi kot predsednik te družbe posebej izpostavil? Moram reči, da tudi kolektiv ni bil slab že samega začetka, ker neka čistka je nastala že prej, ampak seveda kolektiv je bil mogoče nekoliko bolj šibek v samem znanju. In seveda z naloge, ki smo si jih zastavljali, smo prenašali na naše podrejene. In tudi naloga podrejenih je bila to prenašana na vse zaposlene. Seveda mi smo tudi imeli določene sestanke z njimi, da smo jih obveščali preko srečanj, preko delavnic, preko tudi internega časopisa, ki ga imamo. In tudi prisluhnili k pripombam. Ker cilj je, češ, da ljudje pridejo zadovoljni delati, je, da so zadovoljni. Ker ni vse v plačilo, ampak je tudi ta drugi faktor, da ljudje pridejo zadovoljni delati, da so motivirani in da nekako ideje, ki so, jih skupaj uresničujemo naprej. Poleg omenjenih ekskurzij in eksternih delavnic ste se veliko posvečali tudi internemu prenosu znanja. No, to je interni prenos znanja, to je najlažje, ker pač to prenašamo in tudi najcenejši. To se pravi, da naše ljudi smo tudi interne krožke imeli, da prinašaš neko znanje na svoje podrejene in tudi na vse ostale zaposlene, ker brez tega internega prenosa ne gre. Kaj pa od zdaj naprej? Kakšna je vaša vizija oziroma prav ta strategija za naslednje 3-4 leta? Kaj nameravate narediti na odnosu do zaposlenih?
No, to bomo sigurno nadaljevali, da bomo nekako to znanje krepili, verjetno še kakšna dodatna izobraževanja bomo organizirali. Sigurno pa je tudi to, da bomo mogli tudi še kakšno novo moč, predvsem v nekem šibkejšem točkah, ki jih imamo, mislim, tle najbolj na trženju, da bomo tudi še kakšno novo moč zaposlili. Za vas je poznano tudi, da ste zaposlene v veliki meri vključevali k oblikovanju strategije, o kateri se danes tudi pogovarjava. Kakšen je bil odziv zaposlenih na to? V začetku so malo skeptično gledali, ampak potem, ko so se vključevali v to, so videli, da ima neki smisel in da vidijo neki cilj do tega, pa so kar, bi rekel, bili motivirani in to kar zagrabili vse te ideje in sodelovali zraven. Super, in torej nameravate zaposlene tudi v bodoče vključevati v te procese, ne samo operativnega izvajanja, ampak tudi v oblikovanju strateških? Sigurno, to se pravi, da vsakih, bi rekel, novih zadevah ali pa nekih novih programih, ki jih bomo naredili, bomo sigurno vklopili noter tudi ideje vseh zaposlenih. Izziv sledenja okusu potrošnika je verjetno precej velik. Na kakšen način ga vi usmerjate, usklajujete? Mislim, da je to podlaga našega dela, hkrati pa je to dvosmerna nekako zgodba. V eni sigurno, da spremljamo, kam gre svetovni trg, kaj se dogaja, kako so in kam naj bi šle, bi rekel, bodoče zgodbe, od sorte pa do okusov. Na drugi strani pa tisto, kar probamo vlivati našemu potrošniku, se pravi nekako en stil drugačnosti, stil pomembnosti, hkrati pa tudi edinstvenosti tega vinorodnega okoliša, v katerem živimo. Potrošniki, kupci postajamo vse bolj zahtevni in se čedalje bolj tudi diferenciramo med sabo. Različni so naši okusi, različni so naši pogledi. Verjetno tudi za vas velja, da ni vsaka stranka dobra stranka. Na kakšen način pravzaprav ste sploh uspeli ugotoviti, kdo so vaše prave stranke? No, mi smo tle izvršili segmentacijo naših strank, v bistvu ugotavljamo, kateri so tisti, ki nekako govorijo o nas naprej, govorijo dobro o nas. Sigurno, da nikoli si ne želimo takih, ki bi govorili slabo o nas. Vmes so pa seveda tisti, ki se niti ne zavedajo, da v bistvu točijo naša vina. Tako da je kar, bi rekel, zanimivo, ta segmentacija ima ene zanimive zaključke, ki so pa za nas zelo bogati in v bistvu mogoče argumenti, na kateri bi mogli še več narediti, da bi bili bolj popularni in še bolj, bi rekel, blizu našemu potrošniku. Kaj je pravzaprav tisto, kar stranka pri vas opazi, ceni in je pripravljena plačati? Mislim, da prvo je sigurno kvaliteta, na kateri tudi največ delamo, na drugi strani pa odnos kvaliteta in cena. Se pravi, občutek, da sem kupil dobro, je lep občutek, občutek, da sem kupil dobro in še lepo po izgledu in kvalitetno, pa je še najboljši občutek. Tako da mislim, da splet teh občutkov, bi rekel, teh pristopov, ki jih nekdo čuti, pa še posebej, če to povezujemo potem z našim slovenska Istra, bližina morja in tako dalje, mislim, da je to tista odprtost, katero mi nudimo, kajti jaz vedno trdim, da v naših vinih je veliko odkritosti, originalnosti, geografskega porekla in pa seveda kvalitete.